26. sezona Prve lige Telekom Slovenije se je v športnem parku Domžale začela s 5. občinskim derbijem med Domžalami in Radomljami. Na dosedanjih 4 so rumeni vselej zmagali s skupno razliko v golih 12-0 in tudi tokrat so bili v vlogi izrazitega favorita. Dvakratni slovenski prvaki so se šele v petek pozno zvečer vrnili iz Belorusije, zato je trener Luka Elznar v primerjavi s tekmo proti Šahtjorju postregel s kar 10 zamenjavami v udarni enajsterici. Edini, ki je zadržal svoje mesto, je bil Dejan Trajkovski, ki na povratni tekmi v četrtek nima pravice nastopa. Zaradi poškodbe sta manjkala Matic Črnic in Zeni Husmani, kaznovan je bil Samir Masimov, Elvis Bratanović pa še ni imel pravice nastopa, saj je mednarodni certifikat z Češke prišel nekaj ur prepozno. Tekmo so sredine igrišča začeli Domžalčani, ki so že v 4. minuti prešli v vodstvo. Po napaki Žana Kumarja je Slobodan Vuk krenil proti kazenskemu prostoru, Luka Volarič ni uspel premagati Ivačiča, je pa potem odbito žogo v prazno mrežo pospravil prav Slobodan Vuk, ki je dosegel svoj 30. gol v dresu Domžal v najmočnejši slovenski ligi. V 7. minuti so Domžalčani zahtevali 11-metrovko, sodnik Dejan Balažič jo ni dosodil, v 8. minuti nova priložnost za rumene, takole je zaključil Marko Alvir, izkazal pa se je z obrambo Aljaž Ivačič. V 22. minuti znova podaja Alvirja, tokrat je z razdalje poizkušal Amedej Vetrih, meril je previsoko, potem nova izgubljena žoga Radomljanov na njihovi polovici. Juninho je takole podal do Alvirja, ta je našel Slobodana Vuka, ki pa je meril za las mimo leve vratnice. V 35. minuti out za Radomljane, akcijo je takole začel Luka Cerar, podal je do Primca, ki je poslal predložek v kazenski prostor. Tam so uspeli gostje žogo namestiti Dušanu Stojiljkoviću, ta je sprožil, nogo pa je podstavil Amedej Vetrih. To je bil tudi edini strel Radomljanov v prvem polčasu. 41. minuta, znova akcija Alvirja, zaključil je Volarič, ki je iz ugodnega položaja meril previsoko. In še tik pred koncem prvega polčasa poizkus Balkovca na pravem mestu Ivačič. Med odmorom je gostujoči strateg Dejan Đuranović opravil prvo zamenjavo, na mesto Lidžana je vstopil Rems, trener Luka Elznar pa je moral že v prvem polčasu opraviti svojo prvo zamenjavo, poškodovanega Trajkovskega je v 33. minuti zamenjal Balkovec. Prva priložnost v drugem polčasu v 48. minuti, po podaji Alvirja Slobodan Vuk mimo desne vratnice. 56. minuta, nova lepa akcija Domžalčanov, Alvir na levo stran do Balkovca, ta je zaposlil Jana Repasa, podaja v sredino, na pravem mestu je bil kapetan Juninho, ki je podvojil vodstvo Domžalčanov na 2-0. 24. gol Juninha v dresu Domžal. S tem se je prebil na 6. mesto na večni lestvici Prve lige Telekom Slovenije. In še 72. minuta, samostojni prodor Vuka, strel mimo gola in ostalo je pri zidu 2-0. No, jaz sem zelo zadovoljen z vsebino, z akcijami, ki smo jih izdelali, na koncu tudi potrdili to za zmago. Meni je bilo všeč, mnoge stvari, ki jih treniramo, smo prikazali, igrali smo po tleh, dobro organizacijo imeli, malokrat bili v nevarnosti, kompletno tekma odlična in mi je všeč, da zgledamo enako, ko je 11 takšnih pa 11 drugih, zgledamo enako in v organizaciji in po principih in to mi je pač seveda odlično. Meni je bila ta tekma nadvse pomembna, dober začetek v prvenstvu, biti zgoraj na začetku in seveda zelo zadovoljen s prikazanem od odnosa do kvalitete, vse je bilo na nivoju. Odličen začetek prvenstva predstavlja imenitno popotnico pred povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Domžalčani bodo v četrtek ob 20:30 branili izid 1-1 z prve tekme proti Šahtjorju iz Soligorska.